Letos sem na odprtem prvenstvu nizozemskega turnirja osvojil prvo mesto, nato pa sem bil še dvakrat drugi na A-pokalu v Belgiji in Avstriji. Na svetovnem prvenstvu sem kiksnil malo, oziroma kar precej, ampak pa tudi na kvalifikacijah se mi ni šlo vse po sreči. Nato pa smo poleti se s svojim trenerjem Bojanom Feršom smo se odločila, da bom prešel v višjo kategorijo. In zdaj v Beogradu je bil v bistvu prvi test. V Beogradu sem osvojil prvo mesto, konkurenca je bila presenetljivo močna. Nastopil je tretji svetovnega prvenstva Ciprčan, Finec, ki je osvojil veliko evropskih medalj, in Madžar je bil prijavljen, ampak se je poškodoval, zato ni nastopil. Je bil pa tudi tu Francoz, ki je pa 9. najuspešnejši tekmovalec vseh časov, dvakratni dobitnik bronaste olimpijske medalje, viceprvak sveta, trikratni evropski prvak, dosegel je skoraj vse, kar se da osvojiti v taekwondoju. Zmagal sem 10:9, borba je bila super, nekako sem diktiral tempo, cel čas vodil od začetka in na koncu se mi je to obrestovalo. V taekwondoju je odvisno, en tekmovalec ti boljše leži, drugi manj, to ni tako kot na primer atletika, kjer lahko si sam s sabo tekmuješ. Ampak ja, v bistvu malo sem dobil samozavesti, dobil sem to povratno informacijo, da v težki kategoriji lahko tekmujem, lahko pariram najboljšim na svetu. Ja, konec januarja v Kazanu v Rusiji bodo potekale evropske kvalifikacije za olimpijado. Seveda si želim kvalificirati, se uvrstiti med prve tri in s tem dobiti vizo za London, ampak ne bo lahko, ne. Bo veliko treninga, še treba dosti časa še do takrat nekaj spremeniti na sami taktiki, pa dati vse od sebe. Ja, v London se kvalificira 16 tekmovalcev, se pravi, je vse možno. Tri zmage so potrebne za medaljo, če bom prišel, bom šel na vse ali nič, ne, na zlato kolajno, pa bomo videli, kako bo se izteklo.